fajn. Inspiracijski podcast z Majo Monroe. Lepo pozdravljeni, dragi poslušalci, sledilci in gledalci Fajn podcasta, kjer vas vsak teden inspiriramo, razveseljujemo in dvigujemo z zgodbami ljudi, ki delajo to, kar jih veseli. In danes je z mano v prvi vrsti sociolog, pevec in lutkar, avtor mnogih pesmi, glasbeni učitelj in oče dveh zelo prisrčnih punčk, Sebastijan Lukonjak. Sebastijan, pozdravljen. Zdravo, Maja. Kak si, Sebastijan, v teh časih? Zdaj si začel spet v živo učiti. Povej mi, kakšen je občutek, ko spet prideš v stik z ljudmi, sploh kot sociolog, ki v bistvu na nek način tudi proučuje. Ja, najprej hvala za vabilo. No. Mislim, dosti razmišljam o tem, da ne boš mislila, ponavadi bolj popoldne učim, ker dopoldne so tako otroci v šoli, tako da jaz dopoldne imam te neke, grem malo z kužkom, grem malo na sprehod, pa eno kavico spijem, pa tako malo osvežim, kaj se sploh dogaja, tako da imam take jutranje seanse. Ja. Super je, no? Mislim, the best, da smo spet nazaj. Malo se moramo navaditi, pravzaprav smo že malo ven prišli iz tega laufanja. V bistvu smo se zdaj že kar malo navadili tudi te take izoliranosti, in potem je hitro preveč lahko. Čeprav ti pa si glasbenik in performer, se pravi, nastopaš veliko in zdaj, ko so bili odpovedani vsi ti koncerti, vse predstave, oziroma je bilo treba nekaj online delati, ampak se vemo vsi, da to ni to. Koliko si v resnici čutil izgube, ali si čutil mogoče, ali je bila za tebe priložnost ta umik mogoče malo? Kako si ti doživljal pač to kot performer? Najprej je bil tisti prvi šok, tisti prvi ruker. Nismo vedeli, kaj se sploh dogaja. Tam marca, aprila, tisto je bilo kar malo mučno, pa potem tisti maj, ko je zelo dosti špilo tudi odpadlo. Pol pa jaz nekako imam to težnjo, da vse obrnem na plus, bilo kak hudo je. Tako da sem videl, da je ful dosti časa ostalo za družinske zadeve. Dosti smo zunaj, recimo smo delali na vrtu, vsi smo se učili, kako saditi, kako prekopavati, ono tisto. Pa tudi seveda duhovno, dosti nekega razmišljanja. Nekako se mi zdi, da smo vsi malo ugotovili, kaj si resnično želimo. Tudi tisti, ki smo bili v nekih tirnicah ujeti. Čeprav jaz sem zelo taki umetniški tip, imam kar free urnik cel čas, pa mi nekako to paše. Ko si ravno rekel, da smo spoznali, kaj si res želimo. Kaj si torej res želiš, Sebastijan? Kaj si ti spoznal? To še nisem nobenemu povedal, pa zdaj tebi lahko. Jaz sploh nisem pogrešal nič odra. Nisem pogrešal, mislim. Malo sem, ampak ne tako vsi, kaj ful mi manjka. Meni sploh ni manjkalo, meni je bilo the best. Mislim, delal sem, kaj smo hoteli, z najbližjimi sem bil s tistimi, ki jih imam rad. Delali smo stvari, ki jih že ful dolgo nismo delali in ki so nekako nam bile prej včasih, ko nismo bili odrasli, ful blizu, pa smo jih zdaj nekako spet začeli delati take stvari, mislim, sprehodi, kvaliteten čas, to, da si sam svojo zelenjavo pridelaš. Take stvari, veš, ko so v bistvu zelo banalne, ampak ki jih v normalnem času, ko imaš ful obveznosti, pač nimaš časa delati. Tako da nam ni bilo treba več nikamor hiteti, in potem res naenkrat je ta luknja ali ta prostor v času, ko lahko res se vrneš nazaj k tistemu, kar res hočeš. Zdaj pri tebi se mi zdi, ko sem malo prebrala o tebi, da je v bistvu glasba nekako že odvedno v tvojem življenju, in pač tudi to nastopanje. Zakaj pa misliš, kaj so bili tisti glavni dejavniki v tvojem otroštvu ali pa v odraščanju, ki so te peljali na to pot, da si dejansko pač ostal tudi pri glasbi in da se zdaj profesionalno ukvarjaš s tem, da je to v bistvu tvoj poklic? Jaz sem v bistvu se rodil v tako družino, kjer so zelo radi imeli glasbo. Noben ni bil glasbenik, ampak vsi so poznali peti, pa igrati, pa vse. Tako da z te plati z dušo in srcem pri glasbi. Ne z te klasične po notah, stroge, ampak tak iz srca in te stvari. Oče, recimo, zdaj že sicer pokojen, me je recimo naučil kitaro igrati
sam, on je igral tudi bobne, pa klarinet, pa bas kitaro, pa vsega, v bistvu, kar se je lotil, no. Mi je nekako to privzgojil. Dosti smo poslušali muzike, dosti smo peli, vsi v družini. Vse ene raziskave sem tudi bral, da več, ko izpostaviš otroka glasbi, bolj bo muzikalen, ne, pa tudi boljši posluh bo imel pa vse, ne, tako da, ja, nekaj so geni, ampak dosti pa tudi se mi zdi, da je ta izpostavljenost, no. Ti si v bistvu član različnih bendov, 3 uradno, ne, verjetno še tudi kdaj se pridružiš kakemu drugemu projektu, pa tudi solo poješ, ne, ampak vse to je nekako v različnih žanrih. Bi rekel, da je to zato, ker si odraščal v bistvu v družini, ki je, recimo, praviš, da je oče več inštrumentov igral, da je bilo iz srca, torej niste se omejevali tehnično na neke zvrsti. Kateri pa ti je najljubši v bistvu žanr, oziroma katero glasbo najbolj čutiš? Mislim, vse glasbe čutim enako. Ne morem se zdaj opredeliti. Mislim, krivično bi bilo, zato tudi se mi zdi, da v tolikih žanrih pač ustvarjam, no. Sploh nimam rad nekih omejitev. Se mi zdi, da se tudi tako najlažje izražaš, no. Če se ne omejuješ, pa da greš po neki poti, ki ti je pač blizu takrat, v tistem trenutku, ujameš. Ko je inspiracija, pač greš za inspiracijo, no, tako da se mi zdi, mislim, malo sem se tudi priučil tega, no. Ne moreš se let go, ne, da lahko potem greš skozi to, ne. Tako je tudi, ko si pravila, ne, kako je to profesionalno postalo, ne. Mislim, se ni to kar tako, da si zdaj pa si profesionalec, ne. Mislim, to je pač, se gradi ta zgodba, ne, ko imaš kakšne nastope, ne, pa so vedno večji nastopi, pa vedno bolj honorirani, pa povabijo te v oddajo, pa povabijo te tja, pa povabijo te tja. In potem nekako se to vedno bolj na gosto gre, ne, in potem se moraš pač odločiti, ne, pol pa se že moraš odločiti, ne, ali boš šel po glasbeno poti naprej, ali boš to, ne, ker nekako tudi nisem imel neke zelo formalne izobrazbe na glasbenem področju, je bil tudi težji korak glede tega, ne, ker če bi jaz imel neki pač profesor glasbe, bi potem šel glasbo učiti in bi bilo to, ne. Zdaj pa jaz neke formalne izobrazbe nisem imel, tako da sem bil v bistvu odvisen samo od nastopanja, ne. Kar je pa tudi ni slabo, ne, ker moraš dosti nastopati, da preživiš, ne. Tako da sem pač še več nastopal, toliko časa mi je že vzelo to, da je v bistvu ni več bilo vprašanje, če bom to delal, ampak kako dobro si želim to delati. V bistvu danes igraš v bendu Leonard, pa Zebra, pa The Swingtones, pa tudi na solo nastopih, bil si tudi na EMI leta 2016, kar vse kaže na to, da v bistvu res si zagrabil to. Me pa vseeno zanima, ker pač in v bendu in solo, kaj je večji izziv za glasbenika danes, da je sam na odru, da sam ustvarja, da sam v bistvu gradi to pot, ali da si v bendu, ker vemo, da pač tudi bend je izziv, ne, delati v skupini, ne, v timu. Jaz se nekako nisem odločil za ta klasičen mainstream pop artist zadevo, nekako mi to ni blizu, ker se mi zdi malo preveč, no ne vem, jaz sem pač taki, da nisem neki nastavljač, pa ne da se mi ukvarjati toliko s socialnimi omrežji, pa s tem pumpanjem lastne blagovne znamke, tako da sem pač večinoma tudi delal cel čas z bendi, no. Ta izlet na EMO je tudi, mislim, to je tudi bilo bolj silom priliko, ker smo pri Martinu Bezjaku snemali z Leonardi. Pa je rekel, Sebastian, jaz imam eno pesem, če bi mogoče ti šel na EMO. Sem rekel, ja, lahko, ja. In je bilo to, mislim, zelo spontano je bilo vse. Potem pa večinoma delam z bendi, ja. Ne vem, ali sem se navadil ali kakorkoli. Fajn je, da imaš še nekoga zraven na odru, ne, to sem mislil reči, lažje se počutim. Pa živa muzika je vse, ne, niso neke matrice, pa tako naprej. Neka energija se naredi na odru, če jih je več, pa so frendi, pa je zajebancija, pa kdo za nalašč mimo kaj vdari, pa malo drugega zmede, pa tako, no, mislim, fajn se imamo
to, ko razlagaš, v bistvu pa z nekaj glasbeniki sem se že pogovarjala in vem pač, da je res ta energy, ko se naredi na odru, ne, ta vibe, da je to nek res tak izjemen experience, ne, takrat, ko padeš noter v to. Istočasno si pa zelo družinski človek, tako kot praviš, ne, tudi slika za tabo izkazuje na to, pač družina, vem, da ti veliko pomeni, zelo ste simpatični. Kako pa ti handlaš pol ta, ne, work-life balance, ne, se pravi, za performera je, tako kot si rekel, imaš svoboden urnik, ampak z vidika družine je to lahko kar velik izziv, ne. Zdaj smo pa že na tankem ledu, ne. Zdaj upam, da ne moja žena Vesna to gleda, ker sem gotov. Ne, hecam se. Ja, mislim, naporno je, vsekakor, ne. Sploh zdaj, ko je učenje v živo, pa če bi se recimo, ko so še bili koncerti, pa ko je bil poln urnik čez teden, čez vikende pa je bil tudi poln urnik, ne, pol je bil kar problem, ja. Tudi kot učitelj sem zelo popularen, tako da. Ja, nekako, zato mi je tudi, ko smo se prej pogovarjali, zato mi je tudi pasalo, tako da se je malo umirilo vseeno, smo malo. Drugače pa, ja, zelo veliko pomoč mi je seveda žena Vesna, ki tu drži 3 kote v hiši, ki tudi mi dostikrat pove, da sem pravi umetnik in tako naprej. Da bi lahko malo bolj kaj naredil, pa ono pa tisto, da naj se malo prizemljim in to, in potem je malo lažje spet. Smo pa vsi tako bolj free spirit, no, jaz tudi otrokom pustim dosti svobode. Mislim, ko je dovolj, se zelo razjezim, tako da se skoraj poskrijejo, ampak ko smo pa tak, pa smo fajn, no, hočem biti taki mentor bolj, ne. Ne toliko učitelj, ampak tisti, ki usmerja otroke, ker otroci so itak pametna bitja, ne. Tako da se mi zdi, da dosti morajo tudi sami se preizkusiti. Se mi zdi, da starši mogoče malo preveč jih hočejo učiti vse stvari, ne. Otroci bojo že sami ugotovili, mislim, dosti stvari sami ugotovijo, ne. S tem ti pomagaš, ne, ko pride do ene stopnje, pa ne more sam, pa vidiš, da se že sekira glede tega, mu rečeš, veš kaj, to pa rabiš pomoč, pa ga usmeriš naprej. Pol pa otrok rabi, to je zdaj tisti sociolog v meni, ne, to je to. Otrok rabi, more si dati izziv in ga opraviti, ker on se s tem potrjuje, ne. In če mu ti te izzive odzameš, ja, to pa ne smeš, to pa je fuj, ono je back, ono je črt, ne. In potem nima več nič, na katerih stvarih, na čemer bi lahko ustvarjal in se učil in, ne, in tudi spodbujam, da daj še, probaj še, ja pa ni gre, še probaj, tako, ne, na ta način, no. Ja, ampak to je ful dobro, ker dejansko pač že za nekaj časa govorimo o tem, da je v bistvu najboljše, kar lahko daš otroku, je to, da si ti dober vzor, ne. Se pravi, da ti v bistvu mu pokažeš, kako bi naj bilo najboljše, čeprav mi sami tudi včasih ne vemo, ne. Pol pa je tudi to neko priznavanje lastne šibkosti, kako ti pa to gre v starševstvo, recimo? Ja, ni še prišel tako daleč, da bi izpadel šibek, mogoče še imam premale otroke, ati je good guy, ne, tako da imam 2 punčki, tako da sem edini moški v družini, tako da so kar bitke za Atija, tako da imam srečo, no. Ampak zdaj si že malo načel to temo, ker jaz itak tudi vedno vprašam vsakega, ki ima otroke, ne, kaj se ti zdi pomembno, da bi jih pa res naučil, ne, se pravi, daješ, kot sociolog si nam razložil tvoj pristop in se mi zdi res dober, ne, se pravi, biti nek vzor, biti nek mentor, spodbujati otroke, da sami izkusijo, ampak kaj pa je tisto, s čemer ti misliš, da jih moraš opremiti za to, da boste preživeli v prihodnosti, ne, ki prihaja? Zadnjič sem bil v eni debati na Facebooku sodeloval, ko je govorila o tem. To niso neki fakti, ki si jih recimo učijo v šoli, ampak ravno to, ne, da znaš razmišljati, da znaš hitro. Meni se zelo pomembno zdi, da znajo hitro odreagirati, ne. Hitra prilagoditev, ne. Časi so hitri in tisti, ki se hitro prilagodijo, imajo več časa za odreagirati tudi, ne. To se mi zdi zelo pomembno, no. Ker eni otroci so taki, da so recimo bolj športni tipi, ne, da znajo ful fizično odreagirati, pa hitro, ne. Eni so pa bolj razmišljajoči, pa si vzamejo čas, pa dolgo razmišljajo, ne. Tako da ta dva pola mogoče nekje
na polovici, če se presekata. Se mi zdi, da ni dovolj samo, da znaš dobro razmišljati, ampak da znaš tudi hitro rešitve iskati, ne? Tudi na licu mesta, ko prideš do situacije ene, da znaš, to bi lahko bilo tak, da že imaš neke možnosti, se ti odpirajo. Se mi zdi, da to kreativno, out of the box razmišljanje je zelo pomembno. No? Se kar strinjam s tabo, ja. Časi so res hitri, se mi zdi, da je dobro, generacija naših staršev je tako domače povedano, iskreno, kar malo oplela, ne, ko so se časi začeli tako hitro premikati naše generacije, torej milenijci, pa smo ravno prileteli v to, ne, da se učimo tega hitrega, medtem ko naši otroci bojo pa res to mogli že imeti, bojo že mogli, v bistvu že s tem odraščajo. Ne. Tako da sigurno fleksibilnost. Ne. Ampak vrniva se zdaj še na nekaj tradicionalnega, ki je tudi močen del tvojega življenja, in to je lutkarstvo. To je pač na nek način tudi spet povezava z otroki. Ne. In zdaj me zanima, kdaj so se pri tebi zgodile lutke in zakaj jih ohranjaš v bistvu v življenju ob glasbi, zakaj te tako privlači pač ta svet? Začetki segajo ne vem kdaj že točno, mislim, da je bilo to kar 15 let nazaj. In sicer tudi preko mojega očeta. On je imel enega zelo dobrega prijatelja, Srečkota, in onadva sta se dosti družila in Srečko je pri teh lutkah bil zraven, ne. Skoraj med ustanovitelji, ne. Pred 40 leti, kakorkoli, ne. In so me pač enega leta povabili, ker sem jaz igral kitaro, ne. In so iskali pač nove člane, če bi jaz prišel malo brenkati tam zraven kitaro, ker premalo jih je bilo, trije bi mogli igrati animirati lutke, jaz bi pa pač glasbeno spremljavo, ker glasbena spremljava pa je tam ključna, ne. Oziroma oni to gledališče Pika iz Lenarta, ne, v bistvu gradi celotno predstavo na živi glasbi, na petju, na instrumentalizaciji. In potem so me povabili zraven, potem sem rekel, ja, lahko, ja. In to je v Lenartu bilo, takrat je bila stara cesta prvo leto, drugo leto pa se avtocesta naredila, tako da tam nekje 2006 je bilo to. In drugo leto pa sem že, ja, boš ti samo tu eno tako manjšo stransko vlogo odigral, ja, lahko, ja, ne. Potem pa drugo leto bi še malo več tu, pa je šlo to tako naprej. In nekako so hitro minevala leta, tako da, ja, predlani smo obeležili 40. obletnico gledališča. Takrat sem tudi dobil srebrno Linhartovo priznanje za delo v kulturi, ker sem 12 let že bil lutkar. Prosim. Ja, mislim, zakaj pa to ohranjam? Kaj mi je najbolj pomembno je to, da recimo otroci so ful, mislim, težka publika, ful iskreni so, ne. In se mi zdi, da zelo velik izziv čutim, da nastopati pred otroci, ker na koncu predstave pride otrok do tebe pa rečeš, kak je bilo? Pa reče, to je bilo čisto brez veze, kar nekaj. Mislim, ni filtra, ne, ali pa reče, kak je bilo dobro, joj, kje ole. Samo ta dva odziva sta v bistvu, ne. Tako da je zelo brez filtra so otroci in mislim, tista tudi resnična radost, ki pride ven, je the best, ne. Ful je fajn pred otroci nastopati, ker so mislim, res iz srca se nasmejijo in iz srca vse doživijo zraven in je res fajn, no. Po drugi strani pa tudi je zelo kreativno, teater je meni nekdaj bil blizu te dvorane in te luči in je zanimivo, tudi lučkar sem tam zraven, pa izdelujemo lutke, pa mislim, cel proces delamo sami in se mi zdi tudi po kreativni plati je to velik izziv, no. Dragi poslušalci in gledalci Fine podcasta, meni je zdaj šla kurja polt, ko je Sebastijan govoril o tem odzivu otrok in se mi zdi, da bi danes zatem lahko šli v dan, poiščimo otroke in poiščimo in prisluhnimo tem njihovim iskrenim, pristnim odzivom in se iz njih učimo o pristnosti življenja. Sebastijan, hvala, da si bil z mano, hvala za tvojo zgodbo in še naprej veliko lepega in dobrega brenkanja. Čau! Adijo, Maja, hvala za vabilo. Čau!
Če ste se imeli fajn in želite še več inspirativnih podcastov, se ne pozabite naročiti na naš YouTube kanal, lajkati našo Facebook stran in slediti Fajn zgodbi na Instagramu. Bodite fajn, vsak trenutek v dnevu.